Dober večer, drage gledalke in cenjeni gledalci, in lepo pozdravljeni v tretji oddaji Ozadja. Potem, ko smo prvič gostili člane etnološkega društva Preforcenhaus in drugič fotografa Boštjana Colariča, je nocoj z nami predstavnik Sedme sile, glavni urednik Posavskega obzornika, gospod Peter Pavlovič. Dober večer. Dober večer. Kako gledaš, Peter, na nastajanje in na sam razvoj časopisa v zadnjih 15 letih, kolikor si sam aktivno vključen v ta medij? Ker sodelujem pri soustvarjanju časopisa verjetno malo drugače kot nekdo, ki ga bere ali pa zgolj prelista, ker pač poznam se ozadje vsake zgodbe, vsakega članka, ki je na koncu v časopisu. Po eni strani je pač Posavski obzornik moja služba, tako kot vsaka druga, in je časopis končni izdelek, recimo 14-dnevnega dela. Po drugi strani pa se tudi zavedam, da gre za nek projekt malo širših razsežnosti, recimo, ki ima neko združevalno, povezovalno, informativno vlogo v tem okolju, tako da je to zavedanje tudi nekako ugrajeno v moj vsak dan, tako da lahko rečem, ali pa sem malo ponosen, da sodelujem pri takem projektu, ki ima tako vlogo. Kako pa si sploh prišel do samega dela na Posavskem obzorniku? To je pa že kar dolgo nazaj. Mislim, da čist po nekem takem ustaljenem postopku, prošnja za delo, nek spoznavni razgovor s takratnim direktorjem in odgovornim urednikom Silvestrom Mauserjem, sva se nekako dogovorila in tako se je začelo. Distribucija časopisa v vsa gospodinjstva, v več občin, v samem začetku sicer še ni bilo Bistrice ob Sotli, ni bilo še Radeč, Kostanjevica je spadala še pod občino Krško, ko ni bila samostojna občina. Je verjetno finančno precejšen zalogaj sploh v času, ko je časopis začel izhajati. In če ni skrivnost, kako se je sploh Zavod Nevidunom tega lotil, kajti bilo je potrebno poskrbeti in za distribucijo, in za plačilo novinarjev, za plačilo tiska. Je verjetno kar precej stroškov s tem tudi povezanih. Takrat sicer nisem še bil zraven, ampak ta projekt Posavski obzornik se je začel pod okriljem kulturnega društva Obzorje. Še takrat, še kasneje je nastal Zavod Nevidunom. In bi rekel, največji začetni kapital teh začetnikov so bile njihove izkušnje v novinarstvu, v kulturi in nek entuziazem. Kolikor pa vem, so pa finančno včasih tudi si morali denar dobesedno izposojati za to, da so plačali tisk. Na začetku se je časopis prodajal, ne tako kot danes, ni bil brezplačnik. Bilo je okoli 1000 naročnikov in so ga celo sami razvažali. Tako da je bilo v začetku predvsem na tak entuziastični pogon zadeva delovala. Seveda pa se je potem stvar razvijala in danes so stvari malo bolj, bi rekel, utečene in urejene, kar se tega tiče. Kako številčna pa je bila ekipa na samem začetku, ko je časopis začel nastajati, in kako se je v tem času razvijanja ta ekipa spremenila, dopolnila, kako se je to obrnilo? Začetno ekipo so sestavljali Silvester Mauser, ki sem ga že omenil kot odgovorni urednik. Potem glavni urednik je bil Aleksander Gelb, za grafično pripravo je skrbel Miloš Radosavljevič, potem je bil tvoj prejšnji gost Boštjan Colarič kot fotograf in novinar in Bojana Mauser kot novinarka in tajnica uredništva. Pa še nekateri drugi člani preomenjenega kulturnega društva Obzorje so pomagali. Tako da od te ekipe seveda se je spreminjala. Danes sta zraven samo še odgovorni urednik Silvester Mauser in novinarka Bojana Mauser. Ostali smo se pridružili kasneje, nas je tudi malo več zdaj in gradimo to zgodbo naprej pod vodstvom direktorice Maruše Mauser. Na kakšen način pa ste v začetku oziroma v začetnih letih nastajanja časopisa prejemali prispevke, ko še ni bilo računalništvo v takem razmahu, je bilo potrebno mogoče kakšne rokopise pretipkavati, je bila potrebna drugačna obdelava fotografij, ko tudi ni bilo toliko digitalne fotografije prisotne v prostoru? Seveda je bilo na ta način več tega peš dela. Danes si jaz recimo kar ne morem predstavljati, da bi na tak način delali. Mogoče je bilo takrat tudi manj tega gradiva. Ob današnji količini materijala, ki se zgrne na uredništvo, pa si kar ne predstavljam, da bi se še vedno... Je bilo zelo zamudno to delo. Seveda, še vedno moramo kdaj kakšen rokopis pretipkati, pa vem, koliko časa je za to potrebnega. Pa tudi kakšno fotografijo poskenirati, ampak seveda danes so razmere glede tega veliko boljše.
V letih razvoja časopisa se je spremenil tudi format. Iz revijalne oblike ste leta 2005 prešli na časopisno. Kaj je botrovalo k tej odločitvi in kaj mogoče prepoznavate kot prednosti, kot slabosti enega in drugega? Ta prehod je bil nujen tudi zaradi prehoda iz mesečnika v revijalni obliki v 14-dnevnik. Taka oblika pač omogoča po eni strani seveda tisk na rotaciji, večjo naklado, tudi vsebinsko se je časopis lahko razširil zaradi več prostora, tako da mogoče slabost je recimo slabša kvaliteta papirja, slabša kvaliteta tiska, ampak generalno gledano pa je bil to pomemben korak naprej in brez tega pač ne bi bil Posavski obzornik danes takšen, kot je. Spremembe tekom let pa se niso pojavile samo z vidika formata, da ste ga spremenili iz revije v časopis, pač pa so se spremembe tudi dogodile na področju same vsebine, samega oblikovanja. Kako je s tem, lahko tukaj kakšno besedo rečeva? Ja, vsebinsko se je časopis ves čas spreminjal. Odkar se spomnim, smo vedno nekaj dodajali, odvzemali. Velika prenova je bila ta prehod iz revijalne v časopisno obliko, pa tudi časopisna oblika se je medtem že kar precej spremenila. Leta 2014 jeseni smo nazadnje naredili eno večjo, tako oblikovno kot vsebinsko prenovo. Takrat smo časopisu tudi dodali številne nove rubrike, predvsem bi rekel take malo bolj lahkotne narave, kot so recimo ta poročna fotografija in podobne zadeve, ki so dokazano zelo brane oziroma gledane. Seveda imamo občasno težave, da te rubrike stalno držimo, ker je pač časopis treba nekoliko prilagajati zaradi sprotnih potreb, kakšnih tematskih strani in podobno, ampak se trudimo, da jih v čim večji meri ohranjamo in da je časopis pač, da ima neko rdečo nit iz številke v številko. Ena od stalnic so tudi strani, kjer so mali oglasi, kjer so osmrtnice, zahvale. Ljudje so to kar precej sprejeli, se kar precej poslužujejo, da v časopis dajo te strani. Tako je. Po eni strani je to vsebinska obogatitev. Vemo, da mnogi se mogoče najprej poženejo pogledati te strani na koncu. So pa v zadnjem času tudi, to je treba povedati, tudi pomemben vir dohodka, navsezadnje ta podpora fizičnih oseb, spomini, zahvale, mali oglasi, tako da z obeh vidikov je to pomembna stvar. A lahko mogoče tudi izhajanje časopisa Posavski obzornik povezujemo s kakšnimi razpisi, da se na ta način tudi da kakšna sredstva pridobiti? Tule pa moram reči, da smo že večkrat poskušali, pa na nekih državnih razpisih pa smo bili že dostikrat iz nam dokaj čudnih razlogov neuspešni, medtem ko kakšni projekti, ki še zdaleč ne dosegajo takih razsežnosti in uspeha, pa so, tako da tule očitno se sredstva včasih delijo po nekih drugih kriterijih. Brezplačno se časopis dostavlja v 5 občin, se pravi v 6 občin. Če greva malce v številčni svet, kakšna je naklada, v koliko gospodinjstev pride časopis, koliko naselij pokriva? Ste kdaj potegnili črto, da ste to statistiko malce potem dali? Ja, zdaj številke naselij ne bom zdaj vedel povedati, vem pa glede naklade, to je dobrih 27 000, se tudi z leti ves čas povečuje, ker pač raste število gospodinjstev v Posavju nekoliko ves čas. Tako da ne smemo pa tega mešati z branostjo. Branost je pa dokaj višja. Pred leti so nas zaznale te nacionalne raziskave branosti in smo recimo mislim, da že desetletje nazaj prebili neko mejo 50 000, prišli tudi na 58 000. Zdaj povsem svežih podatkov nimamo, ker je zdaj do teh podatkov precej težje priti oziroma dražje tudi. Verjamemo pa, da je naša branost še vedno nekje blizu te številke, definitivno pa verjetno precej nad 50 000. Tako da to je v Posavju, kjer je recimo 75 000 prebivalcev, vsekakor lepa številka. Kako pa sploh pridete do tega podatka, kakšna je branost iz kakšne uradne inštitucije, kako preverjajo, kako ljudje dejansko spremljajo sam časopis? To je iz nacionalne raziskave branosti pred leti ta podatek, ki pač zajame tudi določene časopise na lokalnem, regionalnem nivoju, ki že dosežejo tako branost, da jo že oni zaznajo.
Imate mogoče tudi podatek, kako je za ostalimi mediji, ki izhajajo na lokalnem področju v naši bližini? Kdo je vaš najbližji približek, da bi lahko bil kot konkurent? Smo imeli tudi te podatke, seveda vemo, tukaj na področju tiskanih medijev je to Dolenjski list, ampak na področju Posavja, to je treba povedati, niti približno ne dosegajo take branosti kot mi. Ne bi zdaj pač konkurence tako komentiral, ampak ni primerljiva branost. Vam se to potem verjetno tudi šteje v čast vsem, ki delate na časopisu Posavski obzornik. Kam pa gredo še ostali izvodi, recimo nekaj gre v sama gospodinjstva, nekaj je pa tudi z zakonodajo določeno, kam morajo kakšni izvodi iti, kar se tiče same knjižničarske dejavnosti, potem verjetno tudi kakšne poslovne partnerje zalagate s časopisom, kako je še z... No, to, kar je teh obveznih izvodov, to pač gre tam, kamor mora. Imamo nekaj 100 naročnikov tudi izven regije, ki plačajo zgolj poštnino, zato da ga dobivajo, ker pač ni zagotovljena ta brezplačna dostava. Tudi nekatera podjetja, ustanove imajo naročen časopis, tudi plačajo samo poštnino. Potem pošiljamo ga tudi po ministrstvih v Ljubljano, tako da tudi tam imajo vpogled v to, kaj se tukaj dogaja in o čem pišemo. Imate naročnike mogoče tudi iz tujine? Tudi. Bili so celo v Kanado smo ga pošiljali, je pa res, da zdaj na to vpliva nekoliko to, da je časopis dosegljiv na spletu. V bistvu že en dan pred izidom, tako da lahko ga nekdo iz tujine pač bere enostavno na spletu in je tega mogoče sedaj manj. Poleg tega je pa dostopen tudi v tej digitalni knjižnici Slovenije, kjer je še mnogo drugih časopisov, tudi starih. Pa kot sem omenil, seveda na naši spletni strani je vsaka številka v digitalni obliki. Poskrbimo pa tudi za te vezane izvode, ki jih pa hranimo mi in Valva Zorjeva knjižnica Krško. Kako ste pa dejansko razširili glas tudi izven regije, izven slovenskih meja, da so ljudje sploh prišli do vas z željo, da bi želeli prejemati časopis v njihov dom? Tule mi kaj veliko nismo širili, gre pač za ljudi, ki so nekoč živeli tukaj in želijo biti na tekočem, kaj se dogaja in jim nekaterim to zelo veliko pomeni. Ne? In smo že včasih imeli primere, ko je bil kdo v stiku s kakšnim izseljencem, rojakom našim, presenečen, kako on vse ve o tem, kaj se tukaj dogaja. Ne? In kako ti to veš? Ja, Posavski obzornik berem. Ne? Tako da. Zanimivo. Ja. Kako bi pa ovrednotil dopisnike, ki samoiniciativno, poleg novinarjev, ki so zaposleni na Posavskem obzorniku in to opravljajo pač v roku svoje službe, imate tudi eno, bomo rekli, zaledno ekipo, ki skrbi tudi za novice iz mogoče bolj obrobnih krajev ali pa iz dejavnosti, ki mogoče niso tako obširno pokrite, kako na njih gledate v samem uredništvu? To je zelo pomembna in dobrodošla dopolnitev našega dela, to večkrat poudarim, kadar imam priložnost. Žal je pač tako, da je nas, kljub temu, da nas nekaj je, še vedno premalo, da bi bili povsod, kjer se kaj dogaja, tudi vedno ne vemo za vse, kaj se dogaja. Tako da v krajih, kjer imajo take ljudi, ki so pripravljeni dogodke zabeležiti s fotoaparatom, pa kaj napisati o njih in poslati v medij, je to zelo dobrodošlo, so lahko na nje res ponosni in so jim lahko hvaležni, da to nalogo opravljajo. Večinoma pa vemo, da je to čist entuzijastično in prostovoljno. Se jim pa oddolžite na nek način enkrat letno tu in tam, kadar to znese z srečanjem dopisnikov, ne? Tako je. Letos mislim, da smo ga še dolžni narediti, smo se že nekaj pogovarjali o tem, pa recimo, da si me zdaj spodbudila, da to res naredimo. Se tam mogoče tudi porodijo kakšne nove ideje, kaj bi bilo še potrebno narediti za vnos še dodatne svežine, še dodatnih kakšnih projektov? Pa seveda, vedno od ljudi, sploh od takih, za katere veš, da so redni bralci, pozorni bralci, jim je vredno prisluhniti in kako njihovo idejo tudi upoštevati, seveda, če je to možno. Ne? Ko govorimo o časopisu Posavski obzornik, ne moremo in ne smemo tudi mimo spletnega informativnega portala Posavski obzornik, ki pa se je nedavno preimenoval iz Posavje Info. Tam najdemo, ljudje bi rekli, več vsebin v bolj obširni obliki, z več fotografijami. Posavski obzornik je še vedno tisti, ki je osrednji medij, ampak vendarle se pa na tej spletni strani zbere veliko bolj zajetno število novic.
Seveda na spletu pač ni omejitev, ne. Mi lahko tam objavimo dokaj poljubno količino materiala, ne. V časopisu žal ni tako, je le omejen na toliko in toliko strani, pa vsakih 14 dni v tem času se veliko stvari zgodi in pač vse ne pride v časopis, tako da lahko rečemo, da je ta posavski obzornik.si po eni strani recimo tudi neka rezervna varianta, no, da nekatere stvari, ki jih pač ne moremo v časopis dati, da pač vsaj tam objavimo. Moram pa kljub temu poudariti, da je pa precej vsebin, ki jih pripravljamo samo in posebej za časopis, ki jih ni na spletu, ne, recimo obdelave nekih perečih aktualnih tem, pogovori in tako naprej so seveda najprej objavljeni v časopisu in mogoče šele potem v neki obliki tudi na spletu, ne. Tako da je v srčju našega dela še vedno misel na časopis, ne. Se bo pa to verjetno z leti še spreminjalo, ne. Se je v vseh letih izhajanja mogoče kdaj posavski obzornik znašel v kakšni krizi, da ste resno morali razmišljati o tem, ali še izhajati ali ne, ali se je bilo potrebno s kakšnimi resnejšimi težavami spopasti, ki so vam kar nekaj sivih las lahko povzročile, ali pa nekega dodatnega dela, da ste potem se vseeno obdržali? Zdaj, neka borba za obstanek je ves čas, je nenehna. Vsako leto na novo so dogovori za finančno podporo. Mi nismo neposredno vezani na proračun občinski, kot morda kdo misli, ne. Vsako leto znova se je treba za to dogovarjati. Ta sredstva občinska zadostujejo za distribucijo poštno in v zameno za to dobijo občine pod dokaj ugodnimi pogoji svojo stran za obveščanje. Sredstva strani energetike so se prepolovila, kar za nas predstavlja precejšnjo težavo, tako da se zelo trudimo z lastnim marketingom, recimo s temi predstavitvami posavskih podjetij v zadnjem času. Že prej sem omenil, čedalje pomembnejši vir prihodka so naročila teh fizičnih oseb, spomini, zahvale, mali oglasi. Tako da tule nikoli ni to neka zagotovljena zadeva, da smo lahko brezskrbni, kar se tega tiče, ne. Bi pa tule moral poudariti mogoče, da seveda neko elektronsko novinarstvo na daljavo, objavljanje sporočil za javnost in njihovo mogoče malo prilagajanje, to v bistvu ni tako težavno in drago, to se lahko gre vsak. Pravo novinarstvo, ki pomeni tudi terensko delo, osebno udeleževanje dogodkov, srečevanje z ljudmi, to pa pač stane in terja sredstva. Med ljudmi se je tekom let izhajanja na časopis, bi lahko rekli, dobro prijel in verjetno je že kdaj do vas prišla tudi ideja ali pa poziv koga izmed bralcev, da bi bilo pa vseeno za njih mogoče boljše, da bi časopis prišel vsak teden, ne samo vsake 14 dni. Ste kdaj razmišljali o tem? Mislim, da preveč resno ne. Zato, ker enostavno, kljub temu, da je to neka vabljiva ideja in verjetno je tudi dogajanja dovolj, da bi se dalo to delati, je pa seveda so tukaj finančni in kadrovski razlogi, ki zaenkrat ne dopuščajo tega. Mogoče pa kdaj v prihodnosti. Zaenkrat pa ni v planu. Mogoče še ena čisto tehnična zadeva, ki jo bralci, bi lahko rekla, ne poznajo. Kje se časopis tiska? V Delovi tiskarni v Ljubljani. To je mislim, da ena od 2 največjih tiskarn v Sloveniji, kjer se tiskajo tudi, ne vem, Slovenske novice, na primer, Nedeljski dnevnik in tej pač veliki nacionalni časopisi. Zdaj, mogoče se kdaj kdo vpraša, zakaj ne tiskamo v Posavju, zakaj v Ljubljani, v Posavju pač to enostavno, tak tisk ni možen, ne. Zaradi same oblike časopisa? Čist zaradi mislim, da take tiskarne v Posavju ni, ki bi lahko časopis tako hitro in na takih strojih rotacijskih natisnili. Dejansko vi potem v sredo, ko že pripravite v elektronski obliki časopis, ga distribuirate po elektronski poti v Delo in se iz srede na četrtek tiska. Časopis je stiskan v bistvu kakšni 2 uri po tistem, ko ga mi pošljemo v Ljubljano. In zložen na palete in potem gre od tam iz tiskarne na pošto in v distribucijo, ne. Če je vse tako, kot mora biti, ne. Včasih pa tudi kje zamuja in takoj dobivamo klice
zakaj časopisa ni. Mogoče gre samo za kakšno uro, zaradi kakšnega razporeda dela ali kaj, ampak takoj opazijo bralci, da nekaj manjka. Se pa še ni zgodilo, da bi namesto v četrtek prišel v njihove domove v petek? Mogoče kdaj v kakšnem kraju, da verjetno se kdaj tudi to zgodi. No. Ustvarjalci časopisa se vsa leta, kar časopis izhaja, kljub temu, da splošno velja prepričanje, da je senzacionalistično čedalje bolj popularno, vi se temu nekako spretno izogibate. Skrbite za to, da so novice, tudi tiste, ki so mogoče bolj odmevne, bolj pereče, jih vseeno poskušate prikazati čim bolj objektivno. Nimate tistega tračarskega pridiha. Je težko na tak način delati? Pa ne, da je težko, to je neka načrtna usmeritev. Je pa treba povedati, da nam seveda to omogoča dejstvo, da imamo to zagotovljeno distribucijo v vsa gospodinstva. Če bi se morali, bom rekel, prodajati na trgu in se boriti s nekimi pompoznimi naslovi, bi bilo verjetno treba delati drugače. Ne. Je pa seveda, nekdo je ravno pred časom rekel, saj ljudje Posavskega obzornika ne pričakujejo zaradi nekih pompoznih naslovov, senzacionalističnih razkritij, ampak zaradi tega, ker vedo, da bodo v njem našli dogodke, zgodbe ljudi iz njihovega kraja, ne, ljudi, ki jih poznajo in seveda tudi spoznali, kaj se dogaja v drugih krajih. In mislim, da je ta verodostojnost neka, no, ki smo jo dosegli s tem pristopom, en pomemben kapital, ki ga moramo ohraniti, no, in ga ne rušiti na račun nekega tračarskega, senzacionalističnega pristopa. Se vam je pa mogoče že kdaj zgodilo, da ste v elektronske nabiralnike kdaj prejeli kakšno novico, ki je močno dišala po rumenem tisku, po rumenih novicah, pa je imel nekdo željo, da bi vseeno to nekako prišlo v časopis v smislu reklamiranja? Se vam to kdaj zgodi? Pride marsikaj, ne? Predvsem mogoče kakšne zgodbe bolj na osebni ravni, primerne mogoče za kakšen drug medij, ki se takih stvari loteva, ampak se poskušamo temu, kolikor se da izogibati, da se ne gremo ne pogrevamo oziroma ne dajemo priložnosti za pogrevanje nekih osebnih zadev in podobnih stvari. Niste parket za obračunavanje? Ne. Se trudite ne biti. Ja. Imate pri Posavskem obzorniku začrtan kakšen srednjeročni, dolgoročni plan, kako naprej, kakšna je vaša vizija, kakšni so tisti načrti, ki vam dajajo potem še zagon za nadaljne ustvarjanje? Zdaj, vsaj recimo temu kratkoročno, srednjeročni načrt je pač ohranjati to zasnovo časopisa, ki jo imamo, jo še nekako nadgrajevati, krepiti to, narediti še bolj zanimive stvari, ki jih že delamo, bolj kvalitetne. Pomembna naloga je seveda tudi krepiti portal, spletno stran. Vemo, da čedalje več ljudi išče informacije zgolj še samo na spletu, tako da tudi tule bo treba biti aktiven naprej, pa poskušati navajati na branje mlajšo generacijo, za katero vemo, da bere manj, verjetno tudi časopis bere manj, tako da tole je neki izziv pred nami, kako pridobiti med svoje bralce tudi mlajšo generacijo. Tule bo pa verjetno potrebne tudi neke recimo vsebinske prilagoditve, ne, ker vemo, da nekatere recimo temu resne stvari pač mlajše generacije ne pritegnejo. Ne. Je pa en pomemben faktor mogoče tudi ta, da se pojavljate na večjih dogodkih, tudi v obliki stojnice na kakšnem razstavišču, kjer ljudem iz prve roke nekako približate svoje delo, jih pritegnete, jih seznanite s tem, da ste tu. Ja, to je pomembno. Sicer teh priložnosti ni kaj veliko, ena taka je seveda ta brežiški podjetniško-obrtno-kmetijski sejem, kjer sicer ne vsako leto v istem obsegu, ampak ponavadi sodelujemo. To je predvsem mogoče bolj pomembno z tega vidika, da se nekako tudi osebno srečamo z ljudmi, da ljudje tudi nas poznajo, da vidijo, da smo konec koncev čist takšni kot oni, običajni ljudje, in da ni treba tukaj imeti neke distance ali kakorkoli, da se recimo temu upajo obrniti na nas tudi s kakšno težavo, predlogom in tako naprej. Ne. Tako da, ja, je pomembno, bi pa verjetno bilo dobro, da bi bilo teh priložnosti več za tako predstavljanje. Zdaj, glede na to, da ste v lanskoletnem letu napolnili 20-letnico,
ste v sklopu tega pripravili tudi kar nekaj dogodkov, razstava je bila v Valvazorjevi knjižnici. Na kakšen način vse ste obeležili ta drugi jubilej okrogli? Ja, nekaj smo pa res imeli tega praznovanja. Že decembra smo imeli to razstavo v knjižnici in pogovorni večer, kjer smo sodelovali nekateri iz sedanje zasedbe, pa je še iz začetne. To je bila kar ena taka prijetna prireditev. Potem predčasno smo imeli tudi en večji dogodek za poslovne partnerje, tako imenovani poslovni zajtrk v Kulturnem domu Krško, ki je prav tako naletel na en tak dober odziv. Tako da se smo o njem tudi poročali v časopisu, čeprav mogoče ni bilo tako zadeva za javnost odprta. Tako da v glavnem je pa to. Ne? Pa malo smo se še recimo interno poveselili, malo bolj, ampak nič posebnega. Toliko, da ste obeležili. Ja. Tu in tam je verjetno slišati vsake toliko časa kakšno opazko strani bralcev, da je Posavski obzornik malce zgubil na novicah, malce zgubil na informativnosti in da vse več prostora namenjate oglasom. Mogoče na račun tega izpade kakšna novica, katera sicer ne bi, ampak to je nujno zelo, bi rekli ljudje v tem poslu, glede na to, da je takšen način financiranja, kot je. Mogoče tole malce bolj pojasniva za naše gledalce. Ja, te očitke oziroma opaske seveda razumem in jih moramo nekako sprejeti. Je pa treba tole res pojasniti, ja, da če hoče imeti Posavje nek kolikor toliko spodoben časopis, je ta koncept dokazano edini možen. Tako da gre za nek kompromis tega, da iščemo neko ravnotežje med temi naročenimi objavami, oglasi, našimi novinarskimi vsebinami. Enkrat je pač jih več, drugič manj. Je pa tako, ne, če bi bilo manj oglasov, več vsebine, bi bilo seveda manj denarja in to bi dolgoročno pomenilo manj časopisnega prostora in spet manj vsebine. Tako da, kot sem omenil, to je pač nek kompromis, iskanje mogočega v teh razmerah in trudimo pa se, no, da pač spravimo kljub vsemu čim več tega, kar ljudi zanima. In najbrž moramo ob tem tudi poudariti, da smo pa seveda zelo hvaležni tudi podjetjem, organizacijam, ki prepoznajo naše delo in nas podprejo in s svojimi objavami zagotavljajo, da časopis lahko še naprej izhaja v takšni obliki. Prejemate veliko sporočil strani društev, organizacij, občin o dogodkih, ki jih oni organizirajo z njihove strani, da ste dejansko predhodno obveščeni, kam vas bo pot zanesla, kje boste fotografirali, kje boste zbirali informacije? Seveda, vabil je veliko, vsem se ne uspemo odzvati, se trudimo kolikor toliko, kolikor uspemo. Jaz bi rekel, da z leti, zdaj sem že kar nekaj časa v tem poslu, je število dogodkov v naših krajih se precej povečalo. No. Ali pa smo samo bolj obveščeni o njih, ne vem, ampak mislim, da se v naši regiji tule res veliko dogaja na vseh področjih, predvsem na tem društvenem, družabnem. Imamo ogromno društev, ki prirejajo veliko zanimivih dogodkov. Verjamem, da si vsi želijo, da bi prišel novinar in napisal kaj o njih, ampak vedno pač vse ne gre. Mislim pa, da slej ali prej se vsak lahko znajde tudi v časopisni obliki. Mogoče kakšno besedo nameniva tudi pomembnemu projektu oziroma pomembnemu delu, ki ga Zavod Nevidunom pripravlja, in sicer Almanah občine Krško. Tukaj zberete kar precej po mesecih gledano dogodkov, ki so na nek način kronika časa za posamezno leto. In verjetno je osnova za pripravo takega dela ravno Posavski obzornik in v spletni in v tiskani obliki. Ja, to je glavna baza, od koder črpamo potem pri pripravi. Ne. To je vsekakor pomemben projekt, žal zaenkrat samo za območje občine Krško. So se pokazale že strani drugih občin mogoče kakšni apetiti, da bi na podoben način imeli takšne kronike? Kakšni konkretni, zelo konkretni ne, bi pa najbrž tudi mi imeli kar težavo, da bi za vsako občino posebej kaj takšnega pripravljali, ampak verjetno bi se pa tudi dalo, seveda pa s kakšno kadrovsko ukrepitvijo verjetno. Ne. Je pa to gotovo, zdaj je nek pomemben
projekt zdaj vidimo, ko je že išel 15. almanah občine Krško, kako zanimivo je vzeti kakšnega izpred 10 let pa pogledati, kaj se je takrat dogajalo, ne? In si človek reče, je že toliko časa od takrat, ne? Pa se zdi, kot da je bilo ravno kar. In še toliko bolje potem viden ta pomen dokumentiranja dogodkov, ne? Kako je pa sicer sprejet časopis? Novinarji, ko ste na delu, na terenu, ko ste med ljudmi, ko se gibljete, takrat iz prve roke največkrat dobite tudi odzive strani mogoče obiskovalcev kakšnih dogodkov. Kako sami povejo, kako dojemajo časopis z osebnega vidika? No, že prej sem povedal, da se kdaj zgodi tudi, da časopis kje zamuja dostava in so kar hitro dobivamo klice, ne? Zakaj pa danes časopisa ni? Ljudje točno vejo, da je tisti četrtek, ko mora priti časopis in ga pogrešajo, ne? Tako da, sicer pa odzivi so seveda različni. Zdaj, ko delaš splošno informativni časopis, je težko biti všeč čisto vsem, ne? Nekateri bi radi več, recimo, politično-gospodarskih, teh resnih vsebin, eni pogrešajo mogoče več kulture, eni bi več nekih zabavnih rubrik, takih sproščujočih, eni bi več črne kronike, kriminala. Tako da težko je zadovoljiti čisto vse, ne. Ste pa poskušali mogoče kdaj s kakšno anketo ali s kako raziskavo pridobiti tisto, kaj bi bilo dodatna češnja na vrhu torte? Smo tudi to že z eno anketo, recimo v okviru tega brežiškega sejma, so obiskovalci izpolnjevali, ne. Tako da smo tudi tam dobili nekaj takih informacij o tem, no, kaj si ljudje pač želijo, ne. In se pravim, trudimo se nekatere stvari upoštevati, vseh pa pač ne gre, ne. Zanima me, v lanskem letu ste organizirali nagradno igro, na osnovi katere ste potem z avtobusom popeljali po posameznih delih Posavja naključno izžrebane nagrajence. Na kakšen način je ta projekt potekal? No, to je bila tudi ena zadeva ob 20-letnici časopisa, ki sva je prej pozabila omeniti. Ja, to je bila zelo posrečena zadeva. Če se spomniš, so bila ena vprašanja, take bolj poljudne narave, ker je bilo pač na podlagi enih fotografij treba ugotoviti, kje je ta stvar locirana v Posavju, ne. Je bilo kar precej interesa in tudi udeleženci izleta so bili res zelo navdušeni takrat nad tem, ne. Je bil en tak prijeten izlet po Posavju, v bistvu ob Savi od zgoraj navzdol, ne. Kaj mi je pa več pomenilo? To, da so preživeli dan z vami, z novinarsko ekipo, z uredniškim delom časopisa ali sam izlet, ali kombinacija obojega? Pa mislim, da oboje. Vem pa, da so bili zelo navdušeni nad stvarmi, ki so jih videli, da smo pač en tak, ki je bil res lep program pripravljen in nekateri so bili marsikje prvič na tem izletu, v teh ustanovah, ne vem, recimo v Kapucinski knjižnici v Krškem, pa v Posavskem muzeju, pa hidroelektrarno Brežice so si šli pogledat, pa Sevniški grad pred tem, tako da je bil res tak izlet, ki je pustil vtis na njih, ne. Dejansko stvari, ki jih v Posavju imamo tako rekoč na dlani, ampak se ne odločimo, da jih obiščemo, pa jih podrobneje spoznamo. Še mi, ki se dosti gibljemo po terenu, recimo, pa večkrat vidimo, koliko stvari zanimivih imamo tukaj, pa jih ne poznamo. Razen mogoče vemo, da so, ampak jih ne obiščemo in ne spoznamo podrobneje. Mogoče še ena niša v časopisu, kaj se da. Ja. Predstavitve takšnih zadev. Tudi bi lahko bila, ja. Posavski obzornik kot časopis pa predstavlja tudi neke vrste povezovalni element, ker v sami zasnovi časopisa, kot si že omenil, imate kulturo, imate šport, gospodarstvo, tudi kakšna politična tema se najde. Skratka, utrip cele tako statistične spodnje posavske regije, kot tudi razvojne. In bi verjetno Posavje kar začutil nek manko, če časopisa, denimo samo ena številka, da ne bi prišla v posavske domove. Jaz upam, da smo zdaj že tako pomembni, bi rekel, da bi se čutil ta manko, ja. Predvsem pa čedalje bolj vidimo, da je Posavski obzornik tudi eden od teh elementov, ki združuje, povezuje teh 6 občin ob Savi v enotno regijo. Vemo, da to ni, bi rekel, neka zgodovinska pokrajina,
da je za marsikoga še vedno neka umetna tvorba med Dolenjsko pa to spodnjo Štajersko, ne, in Posavje se še vedno mora nekako boriti za to prepoznavnost svojo, se uveljavljati, ne, tako da mislim, da se, saj ne samo z nami, tudi z drugimi stvarmi, to, kar uspešno počne, da to počasi postaja ena prepoznavna regija in da nas ne bojo več dolgo mešali en del za Dolenjsko, drug del pa za Štajersko, ne. Da bo res to ime Posavje, Posavsko, Posavci splošno prepoznano, ne. Če se osredotočiva na tvoj klasičen, običajni dan v službi, recimo nek petek, kako poteka tvoj dan od jutra pa do trenutka, ko zapustiš svoje delovno mesto in kako se to delo razlikuje od srede, ko se zaključuje številka prihajajočega Posavskega obzornika? Recimo en tak dan v nekem mirnejšem tednu pač zame pomeni koordinacijo, usklajevanje dela na uredništvu in na terenu. Rekel, ta uredniški del, ne. Tudi sam pokrivam dogodke na terenu, nisem samo v pisarni, ne, tako da je to neka kombinacija. Veliko je dela s tem gradivom, ki prihaja na uredništvo, tega je včasih res veliko. Sicer seveda je to dobrodošla zadeva, ne, se dopolnjuje časopis, je pa s tem kar precej opravka. Pa seveda zbiranje podatkov, iskanje zanimivih tem in podobno. Se pa seveda precej stvari zakuhajo v teh zadnjih dneh pred časopisom, ko se pa naenkrat zgrne k meni še večja količina gradiva kot sicer, tudi od sodelavcev, dopisnikov, zunanjih sodelavcev in tako naprej. Potem pač jaz to nekako poskušam urediti in potem z grafičnim oblikovalcem Matjažem to zlagava v časopis, ne. Pogosto pač rečeva, da igrava neke sorte Tetris, ki pa ima eno težavo. To pa je, da so te delčki, ki jih ustavljava, ponavadi večji kot prostorčki, ki jih imava na razpolago. Tako da tam pa potem zasproti potem krajšava, brusiva, povzemava in tako naprej. Ampak na koncu to vse lepo izpade in tega dela v bistvu niti ni videti. Se ne zazna. Koliko je bilo tukaj, včasih tudi malo matranja, no. Za zaključek, da Posavski obzornik pohvaliva še z vidika prejemnika nagrad. V letu 2011 ste marca v Brežicah prejeli bronasti znak civilne zaščite ob uspešnem in požrtvovalnem opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Kako ste bili kot zavod vključeni v to področje? Predvsem kot poročevalci ob teh naravnih nesrečah, recimo pred leti je bilo poplave, ki jih je k sreči zdaj manj, ker je pač Sava nekako bolj urejena, ne, so še vedno ob Krki, pa plazovi in podobne zadeve. Sodelovali smo tudi pri nekaterih drugih projektih z področja civilne zaščite. Predvsem pa smo, mislim, da vedno dajali dovolj poudarka ljudem, ki delujejo na tem področju. Se pravi, nekim od gasilcev, reševalcev in tako naprej in je gotovo tudi to pripomoglo pri tej nagradi. Se pa na tem področju še vedno, mislim, da kar dajemo nek primeren poudarek temu, recimo, če omenim ravno zdaj, pripravljamo za naslednjo številko obzornika, ki bo išla 1. marca, ravno na Svetovni dan civilne zaščite, članek o mreži defibrilatorjev v Posavju, ki vemo, da je čedalje nek pomembnejši standard na tem področju, tako da recimo tudi s takimi vsebinami dajemo svoj prispevek na področju zaščite in reševanja. Ste pa tudi strani Krajevne skupnosti Krško že prejeli nagrade in nekatere druge. To so vam pa verjetno potrditve, da ste na dobri poti, da dobro delate. Seveda, dobili smo tudi občinsko priznanje v Krškem. To je vedno prijetno dobiti kakšno nagrado. Pač pomeni, da te ljudje prepoznajo kot nekaj pozitivnega, ampak je pa to seveda treba vedno znova potrjevati. Tako, upam, da sva z vsemi temi vprašanji in tvojimi odgovori nekako približala samo nastajanje časopisa Posavski obzornik tudi našim gledalcem. Mogoče za zaključek še kakšna beseda s tvoje strani, če sva kaj pozabila ali pa če bi želel sam kaj sporočiti se kot glavni urednik. Mislim, da smo kar dovolj povedala, mogoče samo lahko v imenu mojih sodelavcev, ožjih in bolj oddaljenih dam
neko zavezo, da se bomo še naprej trudili biti ta povezovalni element v regiji in prinašati med ljudi predvsem pozitivne in dobre novice. Najlepša hvala, da si si vzel čas in bil danes moj gost v oddaji. Hvala za povabilo. Tako, in smo do konca pripeljali še eno oddajo Ozadja, v kateri ste, upam, da dobili dober občutek, kako nastaja največji tiskani medij v Posavju, Posavski obzornik. Bodite pa znova z nami prihodnji teden, v torek ob 8:30, ko bo z nami zopet znova nekdo iz zanimivega sveta. Katerega področja, boste pa izvedeli, ko boste z nami. Lahko noč!